Pozdravljene, drage ljubitelice lepe besede in drugi. Dobrodošli znova v Besedi tedna. Pred kratkim smo imeli v našem književnem svetu vnovič opraviti s primerom prepisovanja oziroma plagijata. Ugledna pisateljica je, kot se je izkazalo, v svojem zadnjem romanu prepisala natančno 68 odstavkov iz knjige druge avtorice. Ko je pred leti gospod Kobal prevedel izbrano italijansko komedijo in jo predstavil kot svoje avtorsko delo, je to dejanje močno razburkalo slovensko javnost in primer je svoj epilog dobil šele na sodišču. Tokrat pa, kot kaže, precej bolj umirjeno sprejemamo plagiatorstvo. Seveda sta si omenjena primera med seboj zelo različna in od to tudi tako različna reakcija. Morda pa smo v teh nekaj letih postali tudi bolj strpni do prepisovanja. Nekateri kolegi iz tehnoloških voda že opozarjajo, da se v dobi ChatGPT-ja in podobnih sistemov umetne inteligence lahko počasi začnemo poslavljati od klasičnega pojmovanja avtorstva in z njim povezanih etičnih standardov. V prihodnosti naj bi bil vedno bolj pogost pojav nekakšnega polavtorstva oziroma plagiavtorstva, v katerem bo glavna zvezda plagiautor. Naša nova beseda tedna. Plagiautor, tisti ustvarjalec, ki del besedila napiše sam, del si sposodi denimo pri umetni inteligenci, pri inteligenci stanovske kolegice ali pa preprosto pri Italijanih. Za razliko od navadnega plagiatorja, ki ga dobijo, plagiautor svojega dejanja niti ne obžaluje zares. Na Inštitutu za besediščno dohitevanje sodobnih trendov smo predlagali, da se tudi v sami literaturi vpelje nova zvrst in sicer prepisovalna književnost. V njej kot plagiautor svoje delo obogatite z dobesednimi prepisi tujega besedila, bralcem pa prepustite, da prepoznajo, kje so vaše čudovite zapise morda nekoč že brali. Za konec še ena moja izvirna misel. Kdor še ni copy-pastal, naj prvi vrže kamen. Izvirna ali rahlo plagiautorska. In ravno plagiautor je bila naša tokratna beseda tedna.